GLC je Mercedesova uspešnica in enako velja tudi za njegovo različico z dodatnim nazivom Coupé. Ta združuje odmik od tav športnega terenca in obliko kupeja. No, v primerjavi z običajnim GLC-jem je Coupé enak do B stebrička, potem pa dobimo elegantno spuščajočo se strešno linijo in pa nekoliko daljši zadnji previs. Tako kot za običajno različico, tudi za Coupeja velja, da se pri oblikovanju drži preverjenega recepta. Torej recepta, ki je v prvi vrsti zaslužen za priljubljenost tega modela. Seveda, Coupejevska strešna linija za ceno elegance vzame 75 litrov prtljažnega prostora, nekaj višine na zadnji klopi, pa tudi vozniku pogled nazaj je videti nekako takole. Ampak okrnjen pogled nazaj v resnici ni tako zelo velika ovira pri vsakodnevni rabi tega avtomobila. Druga generacija modela z imenom GLC je namreč do vrha založena s tehnologijo, ki jo danes v svetu avtomobilizma označujemo za zelo napredno. Tu so na primer kamere in senzori, ki na osrednjem zaslonu zelo pregledno rišejo položaj avtomobila in vozniku pomagajo na ozkih parkiriščih, pa na primer povezan navigacijski sistem, ki s pomočjo obogatene resničnosti ponuja zelo nazorne in učinkovite navigacijske napotke. Moram priznati, da je ta navigacijski sistem eden redkih, ki ga v sodobnih avtomobilih uporabljam celo raje, kot da bi na ta velik zaslon na dotik projiciral svoj mobilni telefon in uporabljal Googlove zemljevide. No, ampak tudi to je seveda po želji mogoče storiti. Tehnološka češnja na torti pa so po mojem mnenju Mercedesovi digitalni žarometi s funkcijo projekcije. Gre za najbolj napredne žaromete ta hip, ki izjemno natančno sledijo dogajanju v prometu in za nameček na cesto rišejo različne opozorilne simbole. In ta sistem odlično deluje tudi v Sloveniji. Sicer pa je notranjost zadnje generacije modela GLC skoraj povsem brez fizičnih gumbov, kar je seveda pred nakupom tega avtomobila potrebno vzeti v zakup, pa tudi dobro preizkusiti. Čeprav imam sam raje fizične gumbe oziroma vsaj nekaj fizičnih gumbov za tiste glavne nastavitve, moram priznati, da z uporabo Mercedesovega sistema nisem imel prav nobenih težav. Morda zato, ker smo se delovanje tega sistema že navadili iz nekaterih Mercedesovih višje rangiranih modelov, no bolj verjetno pa zato, ker je ta sistem zasnovan zelo pametno in logično. Prav postopno prejemanje tehnologije od večjih in dražjih modelov je značilno za modelno paleto Mercedes-Benza in tako lahko zdaj tudi v športnem terencu, ki ima na koncu imena črko C, uporabljamo tehnologijo, ki smo jo pred časom spoznavali z razredom S. No, iz razreda S pa se nikakor niso preselili pogoni. GLC je namreč zaenkrat še na voljo le z 2-litrskimi motorji, ki jim v različnih merah pomaga elektrika. Torej od blagohibridne tehnologije z izjemno majhno baterijo do priključnega hibrida z baterijo, ki že omogoča precej izključno električne vožnje. No, mi smo tokrat preizkusili vstopno bencinsko različico z oznako GLC 300 in ugotovili, da je ta motor precej bolj živahen od dostopne dizelske različice. Ko ta 2-litrski turbo 4-valjnik s 190 kW moči poženemo v višje območje vrtljajev, že kar nekoliko zadiši po kakšni AMG različici. Bencinski motor je že sam po sebi zelo odziven, pomoč blagega hibrida pa mu na zahtevo voznika ponudi še dodaten 17 kW udarec. Da ne vozimo AMG-ja, pa hitro razkrije samodejni menjalnik, ki je nastavljen predvsem z mislijo na nezaznavno prestavljanje, ne pa na tisto sunkovito in odsekano, ki nas ponavadi navdušuje v športnih avtomobilih. V primerjavi z vstopno dizelsko različico boste morali računati le na nekoliko večjo porabo goriva. Sami smo se pri mešanem ciklu vozili s povprečno porabo 7,5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in ta številka je po našem mnenju za 2 toni težak avtomobil povsem zadovoljiva. V našem testu običajne različice GLC-ja smo že ugotovili, da tudi njegov 4-kolesni pogon dopušča kar precej terenske vožnje in med drugim velika zaslona v notranjosti tudi lepo prikazujeta off-road podatke.
Bo pa terenska vožnja precej lažje izvedljiva in varna, če vozilo seveda ne bo imelo tako velikih platišč, pa tudi vizualni AMG paket, ki je nekakšno nasprotje terenskega, ni najbolj primeren za terensko vožnjo, ker lahko na ta način kaj hitro poškodujemo kakšno okrasno plastiko. Ampak v resnici ta poseben športni paket temu avtomobilu kar pristoji. To je namreč kupejevski športni terenec, ki prinaša zelo podobno vozno izkušnjo kot kakšen običajen, večji, ampak prestižen osebni avtomobil. Zdaj pa vam nudimo še test klasične različice modela GLC in njegov terenski preizkus. Vabljeni k ogledu!